Danes pa s tabo delim 5 priporočil, da v trenutku izboljšaš besedila na spletni strani. In prvo priporočilo je, da zmeden v nakupnem procesu zmeraj reče ne. Zato je zelo pomembno, da so naša besedila zelo jasna in da v bistvu ne zmedemo našega bralca oziroma obiskovalca. Drugo priporočilo je, da naj bo besedilo preprosto in direktno. Ni v bistvu treba zelo zakomplicirati zadev, iti v zelo podrobnosti in tako naprej, ampak naj bo besedilo tudi ne preveč poetično, naj bo res nekaj bolj preprosto in pa precej direktno. Tretje priporočilo je, da se izogibaj zelo strokovnim izrazom. Zakaj? Zaradi tega, da bralcem ne daš občutka, da so neumni. Ker jaz čisto razumem, da ko si ti strokovnjak na svojem področju, so ti neke besede mogoče čisto domače, čisto razumljive. Ampak treba pa se vprašati in razumeti, da mogoče vsem našim obiskovalcem oziroma potencialnim strankam te besede niso tako domače. In če ti uporabljaš zelo strokovne izraze, lahko tvoje storitve, tvoj predstavitev oziroma tvoj brand deluje zelo nedostopno, zelo, bom rekla v narekovajih, strokovno, hladno in v bistvu obiskovalci oziroma potencialne stranke se ne bodo počutile, da jih lahko razumeš, ker pač niste mogoče niti na istem nivoju. In četrto priporočilo je, da se osredotoči na svoje obiskovalce. Torej, ne gre za to, da poveš, kako si ti super, pa kako imaš ne vem koliko nagrad, pa kako si ti fantastičen, ampak kako jim lahko pomagaš. To je veliken taki miselni preblisk in lahko v bistvu besedila zelo hitro preoblikuješ, da v bistvu nisi tako ti v ospredju in tudi v to že 5. priporočilo tudi vodi. Se pravi, da na spletni strani vsa besedila, kjer si v ospredju ti kot mi, spremeniš v nekaj, kar je koristno za tvoje stranke. Torej, da daš svoje stranke oziroma obiskovalce v ospredje in ne sebe. Ker spletna stran v bistvu ni ena takšna, kako bi rekla, kolajna oziroma neka predstavitev v resnici za tebe, za tvoj brand, za tvoje dosežke, ampak je v bistvu ena točka, kjer obiskovalci, tvoje potencialne stranke, dobijo neko rešitev. To je v bistvu za njih, ne zate. In ti dam mogoče kar en primer, da bo še lažje za razumeti. Če recimo želiš na spletno stran napisati, ali pa da imaš veliko mi, torej mi imamo 50 let izkušenj, mi smo najboljši, mi, a ne? Potem lahko ta besedila zelo lepo samo preoblikuješ, tako da v ospredje ne boš ti oziroma ti osebno ali pa tvoj brand, ne boš ti v ospredju, ampak v bistvu, kaj je tukaj zdaj korist za tvoje stranke oziroma obiskovalce. In recimo, če mi imamo 50 let izkušenj, lahko potem to preoblikuješ, tako da recimo daš v ospredje torej svojo idealno stranko in rečeš recimo z 50-letnimi izkušnjami bomo zagotovo znali pomagati tudi vam ali pa bomo znali najti pravo rešitev za vas, a ne? Ker hkrati v tem primeru poveš, da imaš torej 50 let recimo izkušenj in na drugi strani tudi poveš, zakaj bi to bilo koristno za tvoje idealne stranke. Tako da, upam, da ti je teh 5 priporočil pomagalo. Če jih začneš upoštevati, ti obljubim, da se bodo tvoje besedila v trenutku izboljšala. Hvala ti! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.